Nadaljujmo s temo duh časa. Vse, kar v času našega življenja v mislih sprejmemo, ali smo zasidrali v svojih občutkih, če to se zgodilo zavestno ali nezavestno, nas zaznamuje. Za veliko stvari se odločamo sami, nekatere pa so avtomatično vplivale na nas. Nekako vse to se skladišči v naši naravi ter deluje na našo dušo, pogosto tudi na naše telo. Vse izkušnje in doživetja v otroštvu, šolanju, zakonski zvezi, službi in tako dalje puščajo sledi. Tako lahko neprijaznost, zavrženost in druge stvari povzročijo strah in negotovost. To vpliva, obremenjuje našo dušo, ki lahko izgubi vsakršno moč odpora. Naša psiha je lahko načeta in na koncu pobita. Ker se ne more več upirati, brez izbire spusti vse vase. To pa je nevarno. Samouničujoči proces, ki nas lahko vodi v tesnobo, celo odvisnost od zdravil in se kaže v psihosomatskih slikah. Sveto pismo nas ne opominja zaman. Naj pazimo na to, kar poslušamo in sprejemamo. Ranjena in bolna duša močno vpliva na našo osebnost in zdravje. Vsaki duh časa vpliva na nas, pozitivno ali negativno. Vsaka generacija ima svobodno voljo in odgovornost, kako se bo odzvala na določene stvari, ki prinašajo življenje ali uničenje. Sveto pismo nam odkriva, da sta življenje in smrt v naši oblasti. V mnogih stvareh se mi odločamo za življenje ali smrt. Sveto pismo govori o svobodni volji in odgovornosti, ki jo imamo v svojem življenju. Božja beseda pravi takole: smrt in življenje sta v oblasti jezika. Kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. Kar govorijo naša usta, jezik, odkriva, kaj je v našem srcu. Odkriva našega duha, pod kakšnim vplivom smo. Nam kaže, kakšno posledice ali rezultate bo prineslo naše življenje. Seveda na nekatere stvari ne moramo vplivati v svojem življenju. Toda premalo se zavedamo, da lahko imamo velik vpliv z našim življenjem v času in prostoru, v katerem živimo. Našim življenjem, odločitvami lahko močno pozitivno vplivamo na duh časa. Božja beseda pravi: hudobnež se zaplete z grehom svojih ustnic, pravični pa se reši iz stiske. Če je naše življenje odprto za negativne, hudobne, grešne poti, se bomo v njih zapletli in se uničili. Greh pomeni zgrešiti cilj življenja. Mi smo ustvarjeni za življenje in ne, da ga uničujemo. Za pravičnost, ki vodi iz stiske in prinaša dober sad, rezultate. Poglejmo nadalje področja v našem življenju, na katera deluje duh časa. Svetopisemska slika o človeku je naslednja. Človek je trojedina osebnost. Duh, duša in telo.
Takole pravi Božja beseda. Sam Bog miru naj vas posveti, da boste popolni. In vse, kar je vašega, duh, duša in telo naj bo ohranjeno, neoporečno, dokler ne pride naš Gospod Jezus Kristus. Ko govorimo o naši osebnosti, nam je najbolj razumljivo naše telo. Živimo v času, kjer se ni nikoli toliko pozornosti polagalo na naše telo. Kako ga negovati? Kako se hraniti? Dobesedno lahko rečemo, trgovina z zdravjem cveti. Za nego telesa porabimo veliko časa in denarja. Včasih vse skupaj preveč in smo v nevarnosti, da ga napravimo za malika. Zdrava prehrana, pravilna nega in gibanje so seveda pomembni, vendar pa brez notranjega zdravja, brez harmonije med duhom, dušo in telesom, niti najbolj popolno telo ne bo prineslo zadovoljstva. Poglejmo zdaj druga dva dela naše osebnosti, našo notranjost. Duša je najbolj izpostavljena različnim vplivom duha časa. Duša vsebuje naš razum, voljo, čustva, občutke in podobno. Skoraj vse, kar nas motivira, prepričuje, draži in zaznamuje, izvira iz naših misli in občutkov. Občutki delujejo na voljo kot središče odločanja. Volja določa smer, v katero gremo. Zato je tako pomembno, da nadzorujemo svoje misli in občutke. Ni nam potrebno sprejeti vsake misli, s katero smo zasuti. In ni nam treba biti sužen vsakemu občutku. To, kar sprejemamo, globoko vpliva na našo dušo, občutke. V duši leži največ odpadlega materiala, velike in majhne ruševine iz preteklosti, ki nam povzročajo bolečino. Zato moramo biti modri, da ne sprejemamo uničujočih stvari, ki jih prinaša neki duh časa. Poglejmo še našega duha. Lahko rečemo, da je duh kot komunikacijsko središče v nas. Duh nam je dan od Boga, da vpliva, usmerja našo dušo in s tem tudi telo. Vendar pa je človeku duh zaradi greha zakrnel. Svetopismo ga označuje kot mrtvega. Ne more komunicirati z Bogom, njegovim duhom, dokler je mrtev. Je brez moči in pogosto pozleže z gibom duše psihe. Kot smo že poudarili, v vsakem duhu časa je pomembno, da se zavedamo, razumemo, kaj nas uničuje in kaj izgrajuje. Zaradi človekovega padca v greh smo velikokrat odprti za uničujoče stvari v našem življenju. Greh pomeni zgrešiti cilj. Zato moramo svoje srce odpreti Bogu, da naš duh oživi in se lahko upremo uničujočemu duhu časa. Lahko rečemo, da imamo premalo znanja o našem duhu. Hvala Bogu za razvoj znanosti. Saj danes vemo dosti več, kako deluje naše telo in psiha. Premalo pa poznamo
našega duha. Bog želi, da naš duh prevzame prvotno funkcijo, ki jo je imel na začetku, da usmerja dušo in telo. Pavel piše takole: pravim torej, živite v duhu in nikakor ne boste stregli po želenjem mesa. Živeti v duhu pomeni biti odprt za Boga, njegovo besedo, oziroma vse dobro, kar ima on za naše življenje. Poželenje mesa pa predstavlja vse uničujoče stvari za naše življenje. Bog nam je dal svobodno voljo, zato je pomembno, da se učimo nadzorovati svoje misli, želje, občutke. Vse, kar spustimo v naše življenje, uničujočega, bo negativno vplivalo na nas. To rani našo dušo in lahko močno vpliva na našo osebnost. Ko pa se odpremo Bogu, Svetemu Duhu in začnemo brati njegovo besedo, nas bo vodil v življenje, da delamo dobre, produktivne stvari v življenju, da prinašamo dobre sadove. Zato je potrebno napačna mišljenja, človeški napuh, sebičnost oziroma vse, kar uničuje naše življenje, človeštvu, podrediti Božji besedi, saj bo to krepilo našega duha in bo vplivalo pozitivno na našo dušo in njeno zdravje. V našem duhu se moramo krepiti, spoznavati, da je Božja volja, da v življenju prinašamo dobre sadove, rezultate. Jezus je povedal: jaz sem vinska trta, vi mladike, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. V tem je poveličan moj Oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Naslednjič bomo spregovorili o nekaj praktičnih nasvetov, kako skrbeti za našega duha, da bo zaščitena, zdrava naša duša in marsičesa očuvano naše telo. Na koncu se pomolimo ali dovolimo v svojem srcu Bogu, da to, kar poslušamo, deluje na naše življenje. Dragi Bog, hvala ti, da nas ljubiš in si nam dal življenje in si nam dal, ali smo čudovito ustvarjeni, da imamo telo, dušo in duha. Toda prosimo te, ti nam pomagaj, da modro živimo, da se opiramo uničujočim, grešnim stvarem in da ti v svojem življenju dovolimo, da ima tvoja beseda vpliv, da lahko rastemo, se krepimo v duhu in da lahko doživimo in živimo eno življenje, ki je izpolnjeno, ki je zdravo, ki prinaša najboljše sadove. Dragi Bog, to te prosimo, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.